Pozdravljeni. Zadnja dirka za 500 milj Indianapolisa je odprla zanimivo vprašanje tudi za nas, navdušence Formule 1. Vkolikor ste spremljali dirko, veste, da je zmagal Brazilec Helio Castroneves. Prišel je v sam Olimp zmagovalcev dirke za 500 milj Indianapolisa, kajti to je bila njegova četrta zmaga in zgodila se je 11 let po njegovi tretji. Ja, Helio Castroneves je izjemno star za standarde motošporta. Ima jih že 46, leto dni je starejši od mene. In to pomeni, da v taki starosti je nekdo še zmeraj sposoben zmagovati in ima tudi pravo motivacijo. Zavedati se moramo, da je začel dirko za 500 milj Indianapolisa z 8. mesta, kar nam tudi pove, da na kvalifikacijah je pokazal izjemen talent in seveda hitrost. A sedaj se bomo lahko vprašali, kaj ima to zveze s Formulo 1. Namreč na tej dirki je nastopil tudi nekdo, ki je nam, navdušencem, izjemno dobro znan, Juan Pablo Montoya. Isti letnik kot Castroneves, le da še ni dopolnil 46. leta, začel je izjemno zadaj na 24. mestu ter končal kot enkraten 9. In Juan Pablo je dirko za 500 milj Indianapolisa zmagal že dvakrat. A kar je bolj zanimivo je to, da Juan Pablo Montoya je dobil v bistvu tisto šasijo, ki je bila lani na voljo Fernando Alonso. Ekipa Arrows McLaren, tista tretja šasija, in če primerjamo, kaj smo videli pri Fernandu, bomo videli, da Juan Pablo je bil presneto hiter, čeprav bistveno starejši. Fernando Alonso je lansko dirko začel z 9. vrste, 26. mesto. 2 mesti za tistim, kar je pokazal Montoya, torej primerljivo. A po drugi strani je prišel le do 21. mesta s krogom zaostanka. In sedaj se lahko vprašamo, so leta oziroma starost tisti faktor, ki je tako pomemben v dirki. Namreč v Formuli 1 neprestano poslušamo, kako ima na primer Lewis Hamilton le še nekaj sezon pred seboj, kako je Kimi Räikkönen na koncu svoje kariere in seveda kako s to vrnitvijo nazaj v Formulo 1 že prej omenjeni Fernando Alonso podaljšuje svojo mladost. A bodimo iskreni, leta so le številke. Tiste številke, ki jih štejejo v resnici, so rezultati. In Helio Castroneves ter Juan Pablo Montoya sta pokazala, da kljub starosti še nista zrela za pokoj. Po drugi strani, kaj bi lahko rekli o Fernando Alonso, glede na njegove predstave tako v dirki za 500 milj Indianapolisa, kot sedaj z ekipo Alpine v Formuli 1. So njegovi rezultati tisti pravi, tisti pričakovani. Mislim, da na dirki za 500 milj Indianapolisa zagotovo ne. Fernando si je želel zmagati, kajti tako je mislil, da bo osvojil tisto trojno krono motošporta, čeprav ta v resnici ne obstaja. A zalomilo se mu je, ker je po mojem mnenju na to dirko gledal malce preveč zviška. Sedaj se je vrnil v Formulo 1 in njegovi rezultati zaenkrat zagotovo niso tisti, ki si jih je sam obetal, a sezona je še dolga. Po drugi strani smo lahko slišali v zadnjem tednu izjemno zanimivo izjavo strani ekipe Alfa Romeo Racing. Namreč Frédéric Vasseur je dejal, da Antonio Giovinazzi je pripravljen prevzeti vlogo vodilnega voznika v ekipi. In kdor sledi mojemu kanalu, ve, da sam Giovinazzija ne cenim preveč.
treba je priznati, da letos v primerjavi z Raikkonenom je enakovreden. Res, Kimi lahko nima več kaj naučiti Giovinazija, ampak sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj je pa z motivacijo samega Kimija Raikkonena. Namreč že kar nekaj sezon vidimo, kako njegova forma niha. Ima enkratne dirke, enkratne predstave, katerim sledijo dirke, kjer je pravzaprav neprepoznaven in letos, saj zaenkrat, ni bil bistveno hitrejši od Giovinazija. Namreč oba sta enkrat prišla v območje točk, res Kimi je na to dobil kazen, a po drugi strani Raikkonen ni pokazal tiste dodane vrednosti. Sedaj, da bomo objektivni, se moramo zavedati dejstva, da sedež Giovinaziju plačuje Ferrari, medtem ko je Raikkonen direktno pod pogodbo s Sauberjem, to se pravi ekipo, katera v Formuli 1 ima ime Alfa Romeo Racing. V nadaljevanju bomo lahko videli tudi spremembo imena ekipe, a to sedaj ni važno. Zanimivo je nekaj drugega. Namreč v Formuli 1 se gleda na tisto letnico rojstva in se takoj določi, koliko sezon je še pred določenim voznikom, seveda na najvišji ravni. V Formuli IndyCar, kjer so zadeve seveda malce lažje, kjer je na razpolago več sedežev in kjer na primer dirka za 500 milj Indianapolisa ponuje nešteto možnosti za te veterane, vidimo, da so še uspešni. In tu bi bilo, po mojem mnenju, pametno vzeti tisto, kar vidimo dobrega v Ameriki. Namreč gledati na rezultate in na izkušnje, pa predvsem na motivacijo teh veteranov, ki znajo pokazati marsikaj. Po drugi strani v Formuli 1 vztrajati pri starejših voznikih, ki med sezono ne dodajo tiste dodane vrednosti, mislim, da nima smisla. Seveda, tu moramo biti objektivni in zadevo gledati z drugačnega zornega kota kot marsikateri navijač. Vsak navijač določenega voznika si želi, da bi njegov ljubljenec ostal v Formuli 1 vsaj še naslednjo sezono in seveda zgodba se lahko ponavlja v neskončnost. A motivacija in predvsem rezultati so tisti glavni pokazatelj, leta niti toliko ne. Videli smo v ameriških dirkah, kaj se lahko doseže, čeprav so tudi tam vozniki, ki jih imajo krepko čez 40, ampak ne pokažejo tistega, kar smo videli pri Castronevesu. A seveda v razmislek, ko se bo začela tista sezona predstopov in seveda obnov pogoj. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.